šport. Kot rečeno, v današnjem popoldnevu predstavljamo knjigo Usodna strast, ki je nastala izpod peresa strokovnjaka, lahko rečem za reli in športnega novinarja Gregorja Pavšiča, ki prihaja iz naših logov in ga lahko pozdravimo v našem studiu. Gregor, najprej en lep pozdrav. Lep pozdrav. Vsako zgodbo začnemo nekje na začetku in ko človek prebira uvodnik knjige Zakaj knjiga Usodna strast, se mu prav to vprašanje poraja najprej. Zakaj usodna strast, zakaj si se odločil? Reli, ki je poznan kot šport in pravzaprav v neki knjigi, vsaj na slovenskem trgu, ni bil zaobjet na takšen način, predstaviš tudi tako. Zakaj si se odločil za knjigo? No, knjiga je nastala po recimo 10-12-letnem profesionalnem delu s tem športom, z novinarsko pokrivanje tega športa in pa seveda nekako življenjska zgodba. Jaz sem že mene starša že kot pri 5 letih odpeljala na prvo hitrostno preizkušnjo po noči na vojsko in takrat se je recimo začela moja obsesija z reljem, ki je zaznamoval pa tudi potem velik del mojega življenja, tako zasebno kot tudi poklicno. In tudi seveda Usodna strast kot knjiga je nekako nek pregled mojega dojemanja, mojega pojmovanja tega športa in morda na nek način neka univerzalna resnica oziroma univerzalna zgodba o tem športu, tako kot jaz se vidim sam. Nastajala pa je ta knjiga kar nekaj časa. Tudi ko sem prebirala uvodnik, sem zasledila letnico 2007, ko si pravzaprav začel pisati tiste prve vrstice. Toliko časa za ta projekt s kakšnim posebnim razlogom, zato ker je bilo težko zbrati toliko informacij. Tu gre le za obsežno knjigo, ki lahko razkrijeva poslušalkam in poslušalcem, prinaša kar 308 strani branja. Torej zaradi obsežnosti ali zato, ker si imel poleg službe manj časa na razpolago, da pišeš? Ja, več dejavnikov. Tako ta pomanjkanje časa, kot tudi seveda nabiranje materijala, nabiranje recimo nekih izkušenj, tudi srečanj na teh dirkah v tujini. In nekako je seveda morala tudi ta knjiga dozoreti, oziroma ideja o tej knjigi dozoreti do te mere, da smo jo lahko potem na koncu, recimo letos, predstavili tudi v tiskani obliki. Ja, knjigo sem začel pisati res leta 2007, mislim, da nekje v Izoli sem si za eno beležko zapisal nekaj prvih stavkov uvodnika, ki so še danes postali praktično v nespremenjeni obliki. No, takrat naprej pa seveda potem vsako leto se je nekako knjiga kompletirala, sem dodajal nove zadeve in na koncu je potem treba tudi malo pritisniti, malo morda je napočil čas, da dejansko ta knjiga vendarle pride tudi na knjižne police in jo pač nekako slovenski javnosti, tako tistim navdušencem, poznavalcem športa, kot tudi ljudem, ki morda športni avtomobilizem poznajo nekoliko manj strokovno, pa mogoče nekoliko bolj površno, da pač ta knjiga približa šport in nekako zgodbo o tem športu vsem tem. Pa lahko rečeva, da je ta knjiga, ki bo pisana na kožo ali pa primerna za branje, tako tistim, ki reli zelo, zelo dobro poznajo, kot recimo takšnim, kot sem sama, ki reli spremljam zgolj zaradi svojega poklica in mogoče nisem ena tistih, ki redno stoji na hitrostnih preizkušnjah in si seveda ogleda preizkušnje v živo. Torej, tako za laike kot tiste dobre poznavalce, kako si snoval samo knjigo, samo vsebino? Ja, to je bil moj namen, da knjiga zagotovo ne sme biti namenjena samo neki peščici strokovnjakov, ki recimo neke zadeve v relju že tudi sami dobro poznajo. Knjiga niti ni recimo neka kronološki pregled športne panoge, čeprav tudi to morda ne bi bilo narobe. Recimo zdaj januarja bo 40 let svetovnega prvenstva v relju, a vseeno, jaz sem se pač odločil za drugačen pristop. Knjiga je nekoliko bolj splošna. Knjiga je seveda namenjena tako dirkačem, tako profesionalnim kot zasebnim voznikom, tako recimo mehanikom, vodjem ekip, tako tudi tem navdušencem, ki hodijo na hitrostne preizkušnje. Knjiga govori pač o nekih emocijah, hrepenenju in tisti neki otroški zaljubljenosti v avtomobilistični šport, ki je enaka tako pri
recimo gledalcu, kot pri nekem dirkaču v Sloveniji, ki vozi recimo nek relativno poceni dirkalnik, tako malo za lastno zabavo in enako zaljubljenost, kot je recimo imel tudi nek svetovni prvak, recimo Sebastian Loeb na svoji prvi dirki. Takrat so bili nekako vsi na istem nivoju, vsi na isti ravni in to začetno navdušenje nekako je isto, tako pri profesionalnem kot zasebnem vozniku in to je bila tudi moja nekako ena taka rdeča nit te knjige. Pogled v knjigo nas v hipu popelje na start razburljive zgodbe, lahko rečem, ki se nekako skozi 12 pa reciva ali pa v slengu relija skozi 12 hitrostnih preizkušenj pripelje do cilja 308 strani branja in že tale pogled na samo platnico nekako pove, da je ta fotografija pač fotografija nekoga, ki vzbuja čustva. Vidimo publiko, vidimo pač avtomobil za tiste bralce, bralke, ki še niso prijeli knjige v roko. Vse skupaj se vedno začne s platnico. Mene kot bralca najprej prepriča že sama podoba knjige in lahko rečem, da si izbral odlično fotografijo. Kako, na kakšen način si se to odločil na koncu, ko je bila knjiga že napisana, ali si imel že eno sliko nekje v sredini postavljeno? No, čisto tehnično, sliko sem izbral na koncu, ko smo pač to celo postavljali platnico, ampak moram reči, da čeprav je bil izbor slik zelo velik, v knjigi je približno 200 fotografij, je bila ta slika izbrana praktično brez problema. Bila je praktično edina, ki je pri meni prišla sploh upoštev za to, da nekako krasi knjigo na platnici. Knjiga seveda na nek način, oziroma fotografija prikazuje pač na nek način akcijski prizor in pa seveda množice gledalcev ob hitrostni preizkušnji, torej nekaj, recimo, kakšen meter stran od dirkalnika, ki potem mimo njih švignil s hitrostjo tudi recimo tam do 200 km/h, torej ti gledalci so čutili to leteče kamenje, ta prah, ki se je dvignil za dirkalnikom. Pač pravi medij za spremljanje relija je še vedno seveda ostala prav ta hitrostna preizkušnja, ker je pač relij možno doživeti nekako trodimenzionalno. Čeprav se razvijajo mediji, tako recimo internet kot televizija, še vedno gledalec lahko prav v bistvu relija doživi samo tam, torej res en meter stran, pa še manj od teh dirkalnikov, ki pač s nekim gromkim zvokom pridrvijo mimo njih. In ta fotografija tudi recimo iz časov, ko seveda je pa tudi varnost na reljih še bistveno slabša kot danes. Tudi o tem seveda knjiga govori. In takrat je bilo pač, to je bil dejansko koridor gledalcev, skozi katerega so dirkači vozili. No pa ti, preden popeljeva poslušalke, poslušalce skozi samo knjigo, skozi teh 12, bom rekla, poglavij, ki na slikovit način opišejo samo bistvo relija, me zanima, 40 let je dolga doba, kakšne so spremembe ali pa kaj je tisto, kar dela relij danes drugačno od prvotnih začetkov, vsaj po informacijah, kolikor si jih zbral sam. Ti si v reliju prisoten, sam si dejal, zadnje desetletje in še nekaj ne, ampak če pogledava še majčkrat nazaj skozi tvoje podatke, po čem je relij poleg te varnosti in poleg zmogljivejših dirkalnikov danes drugačen od samih začetkov? No, pri tej letnici 40 let se je treba omeniti, da to je samo nekako obdobje uradnega svetovnega prvenstva. Avtomobilistični šport se je začel že recimo pred letom 1900. Recimo tudi prvi Slovenec, ki je odpeljal relij Monte Carlo, je bil že leta 1938, Gustav Stošek z Maribora. No, takrat so bile vse dirke posebej nekaj drugačne kot danes. To je šlo predvsem za neke vzdržljivostne vožnje, kajti tudi takrat avtomobili so bili seveda bistveno bolj krhki kot danes in je bilo seveda že sama pot na tako dolge razdalje en velik preizkus, tako voznika kot avtomobilskega stroja. No, sam relij se potem nekako sredi 50-60 let začel razvijati iz teh vztrajnostnih turističnih voženj v to moderno dirkanje na zaprtih odsekih, ki jih pomenujemo hitrostne preizkušnje. Tako da v bistvu v osnovi se je relij razvil pa samo v to smer, da danes ni več taka avantura, kot je bil nekoč. Danes je dirkanje postalo bolj sprintersko, bolj tudi predvidljivo in to je morda te neke romantike ni več toliko, kot je bilo nekoč. To je tudi nekako v skladu z razvojem tako sveta kot družbe. To je vse povezano.
Tako da predvsem razvoj relija šel se predvsem v tehnološkem smislu najbolj naprej. Seveda, avtomobili so vse bolj razviti, vse več teh tehnologije, tudi elektronike, ki seveda danes bistveno bolj pomaga voznikom, kot je pomagala recimo v 80-ih letih. Ampak v osnovi, če govorimo o reliju, pa se vendarle to bistvo ostaja enako, ne? Bistvo so pač ljudje, ne stroji, ne avtomobili. In te občutki tako gledalca kot vsakega dirkača, ko nekako sedi na štartu hitrostne preizkušnje, ko se mu gašajo recimo zadnjih 5 sekund pred štartom, ko se mu prižge zelena luč, takrat so pač te emocije in pač neki notranji občutki enaki bili recimo pred 30-40 leti in so enaki tudi danes, ne? In tudi verjetno bodo v prihodnje ostali enaki. Kaj pa sam finančni vložek, če sodiva potem, koliko športniki vložijo v svoje dirkalnike, pa potem narediva eno računico s tem, koliko na koncu zaslužijo, če niso med najboljšimi, verjetno to ostaja skozi leta še v toliko večjem razponu, ne? Nagrade so manjše, sponzorjev ni, vložki v avtomobile pa so zaradi napredne tehnologije verjetno višji, kot so bili nekoč. Ja, prav na tem področju se tudi avtomobilski šport najbolj poseben. Ne? Avtomobilski šport zahteva ogromno odrekanja, ogromno vlaganja za vsakega voznika, ki se pač kadarkoli odloči pomeriti na recimo eni pravi dirki. Ne? Da bi nekako dobili kaj nazaj, to je res peščica, ki morda nekoč pride do tega nivoja, nekako po spletu nekih okoliščin, nekako do nivoja recimo tovarniškega dirkača, ki potem res dejansko lahko tudi kaj zasluži za to, da odpelje nekaj reljev, ampak to je nek res nezanimljiv delež vseh voznikov, ki se pač po celem svetu ukvarjajo z reljem. In pač mislim, da nihče se z dirkanjem ne začne ukvarjati s tem, da bo nekoč od tega živel ali pa kaj zaslužil, ne? Ampak je to dejansko samo ta neka notranja želja po uspehu, po dokazovanju z avtomobilom. In potem pač, če si nekako rojen pod srečno zvezdo, ne, in imaš veliko talenta in imaš potem tudi morda okoli sebe pač prave ljudi, ki te nekako znajo usmerjati pa nekako sestaviti prav nek zmagovalni paket, ne, potem si lahko tudi nekoč nekako plačan za svoje delo. Nekateri so, ampak velika večina pa pač nikoli ne bo nekako imela tukaj neke pozitivne računice. Ne. Zakaj je tebe navdušil ta šport, reli kot novinarja, kot danes strokovnjaka, lahko rečem, za reli je to zaradi hitrosti, zaradi brzine, zaradi tega, kako se lahko v eni sekundi vse spremeni. Kaj je čar relija, da te je prepričal v tej meri, da ga danes spremljaš tudi skozi knjigo, pa ne nazadnje poklicno? No, zame najbolj mikavna stvar pri reliju je prav ta kompleksnost, torej vsi te dejavniki, ki vplivajo na končni rezultat, ta nepredvidljivost, ki recimo na nekih dirkališčih, recimo Formule 1 pa podobnih serijah na dirkališčih nikoli ni možno doživeti v taki meri. Tam je pač nekaj ovinkov, ki se jih vozniki naučijo na pamet, medtem ko se v reliju je pa toliko dejavnikov, ki vplivajo na potek vsake hitrostne preizkušnje, da je kakršnokoli predvidevanje praktično nemogoče. Tudi z mojega recimo novinarskega stališča je prav zato spremljanje tega športa bilo zanimivo, ker pač na vsaki dirki si slišal toliko zgodb, toliko enih pripetij in dogajanja, da je bilo pač že to toliko enih zanimivih anekdot in stvari, ki so se pač dogajale. V reliju prav tako veliko nekega sožitja oziroma medsebojne človeške pomoči, ki je potrebna, da lahko nekdo uspe. Skoraj vsak dirkač enkrat v karieri potrebuje neko nesebično pomoč kolega dirkača, ki mu je ta v reliju ponovadi tudi nekako brez problema zagotovi, ali to recimo s kakšnim nadomestnim delom, s kakšno tako, recimo, kakšno roko recimo v servisni coni da zraven. In prav ta nekako človeška komponenta je bila meni pač v reliju vedno najbolj zanimiva in me tudi vedno najbolj privlačila. Po drugi strani pa pač gre v reliju za neko sožitje, sobivanje tako narave kot tehnologije, In to je pač nekako čar za vsakega gledalca, ki odide nekam v gost, pa nekam v naravo na hitrostno preizkušnjo in tam pač recimo kakšno uro, pol ure čaka na prvi dirkalnik, in to je pač tisto najlepše doživetje. Kot si sam zapisal v uvodniku, je reli prepletanje človeka in stroja, igra čustev, psihičnih omejitev
in fizike. Ne? To so prve vrstice, ki jih lahko bralec prebere v knjigi Aureliju, Športu čustev, človeške psihe in tehnološkega razvoja. Če dovoliš zdaj nekaj glasbe, pa lahko že kar napovem, da vsi tisti, ki naj jo zdaj poslušajo, pa bodo najhitrejši, bodo lahko s tvojim podpisom knjigo tudi dobili, če bodo pravilno odgovorili na vprašanje, ampak o tem po kratkem glasbenem premoru, ko bova tudi popeljala naše poslušalce in poslušalke skozi vseh 12 poglavij, ki jih knjiga Aureliju, Usodna strast, tudi ponuja. Tako da ostanite z nami. Usodna strast ni knjiga o suhoparnih številkah, kronologiji in zgodovinskih dosežkih, ki jih danes povzema že internet. To je knjiga o ljudeh, ki izžarevajo vse tisto, kar je bil zame vedno, oziroma kar je bilo zame vedno bistvo in vsebinsko jedro Relija. Tako piše naš gost, Gregor Pavšič, v uvodniku knjige Usodna strast. In Gregor, obljuba dela dolg. Mislim, da je prav, da poslušalkam in poslušalcem najprej postaviva vprašanje in na ta način z odgovorom, pravilnim odgovorom, lahko pridejo do podpisane knjige Usodna strast. Imel si nalogo, kot sem rekla prej, ko sem se malo pohecala izven radijskega etera, domačo nalogo čez vikend, da postaviš vprašanje, ampak verjetno je to nastalo tik pred zdajci. Kaj boš vprašal in kaj bova spraševala v tem popoldnevu poslušalke in poslušalce? No, vprašanje je seveda nekoliko vezano tudi na knjigo in tudi recimo odgovor seveda je v knjigi napisan. Jaz mislim, da nekako poslušalci, glede na to, da je veliko poslušalcev tudi iz okolice Idrije, vseeno ne bodo imeli prevelikih težav s tem. Vprašanje pa je, katera dva tekmovalca sta bila prva Slovenca na cilju Relija za svetovno prvenstvo. Torej, katera dva tekmovalca sta bila prva na cilju Relija za svetovno prvenstvo? Naša telefonska številka je 0537347777 in midva z Gregorjem čakava vaše odgovore. Medtem pa bova seveda predstavila tudi vsebino same knjige Usodna strast. Kot sem rekla, je to knjiga, tako kot Relij, čustev, človeške psihe in tehnološkega razvoja. 12 poglavij ima ta knjiga. Gregor, kako se začne vse skupaj in kaj opisuješ v sami knjigi, če se sprehodiva skozi poglavja? No, rdeča nit knjige je prav ta kompleksnost in pač različni dejavniki, ki nekako vplivajo na uspeh v Reliju in pač so nekako sestavni deli nekega mozaika, ki v tem športu nekako na koncu izpostavi nekega zmagovalca. Torej, knjiga tako nek način začenja z tistimi najbolj romantičnim obdobjem avtomobilskega športa in pač v prvih poglavjih opisuje tako nekako uveljavitev in to evolucijo Relija iz nekih ustrajnostnih preizkušenj v tisto neko moderno obliko dirkanja. In v tej knjigi pač potem začnemo z Arjem Vatajanom in nekako tudi temi čustvi dirkača, torej nekako emocijami v avtomobilu, strahom, ki je nekako neko osnovno vodilo v dirkalniku, iz katerega pač pride vsa ta pozitivna osredotočenost. Potem poglavja tudi opisujejo tako tista nekako najbolj mistična obdobja skupino B, torej obdobja, ko je bilo nekako na dirkah v Reliju najbolj divje. Že prej smo govorili o teh gledalcih, tisočih gledalcev, ki so bili praktično na cestah, in so tam stali. Knjiga obenem govori o največjih, najbolj vidnih posameznikih Relija do zdaj. Na eni strani recimo Colinu McRaeju, žal že pokojnem dirkaču, ki je bil eden največjih nekako pozitivnih dirkačev, tudi moj nekako najbolj priljubljen voznik zame osebno, bil je navdih številnim ljudem po celem svetu za svojim pač brezkompromisnim pristopom do avtošporta. Med posamezniki tudi poglavje namenjeno Sebastianu Loebu kot 9-kratnemu svetovnemu prvaku v Reliju. Nekako bi bilo vse njega že skoraj nemogoče tukaj izpustiti. Poglavja govorijo tudi tako o gledalcih, kot o recimo vodjih ekip, ki so nekako, kot sem jaz omenil, oziroma jih zapisal v naslov poglavje dirigenti dirikaškega paketa.
torej tisti posamezniki, ki pač nekako vodijo te talentirane dirkače, da se nekako iz sezone v sezono napredujejo in nekako sestavljajo ta dirkaški paket, ki potem pri neki peščici pomeni tudi seveda zmaga na najvišjem nivoju. No, v knjigi je seveda predstavljen tudi slovenski vidik relija, tako po mednarodnem dokazovanju slovenskih voznikov, torej zgodba govori o tistih posameznikih, ki so pač poskušali in si upali iti izven slovenskih meja in se pač preizkusiti na teh največjih reljih v tujini. Pri domačem reliju seveda ne bi mogli mimo relija Saturnus, ki je bil v 80-ih na nek način tisti dejavnik, ki je relij navdušil, ljudi navdušil z reljem in relij kot športno panogo po obisku praktično postavil celo pred skoke v planici, ki so bili pač takrat enako največji športni spektakel v Sloveniji. Ko sem že na začetku našega druženja dejal, tudi relij Saturnus je bil tudi zame tista točka, na kateri sem se prvič srečal z reljem, kot 5-letnik. In veliko je Slovencev, ki so recimo danes tudi dirkači, ki so prav prek Saturnusa prišli v stik z reljem. V knjigi prav tako, kot smo že prej govorili o evoluciji relja, torej o teh tehnološkem napredku, ki smo ga videli v zadnjih 40-50 letih, o nekih splošnih resnicah, ki se veljajo tako o človeški psihi, o čustih dirkača, o emocijah, občutkih za volanom in pa seveda tudi nekako o teh dirkačih, ki živijo nekako dvojno življenje. Na eni strani velika večina posebno navadni družinski ljudje za vsakodnevno službo, ki pa recimo za konec tedna dajo čelada na glavo, se pripnejo v dirkaški sedež in nekako takrat postanejo posebno neka druga osebnost. Vmes lahko še enkrat poveva vprašanje, sprašujeva, kdo sta bila prva Slovenca, ki sta prišla skozi cilj svetovnega prvenstva v reliju. 0537347777, pravilen odgovor vas popelje do knjige Usodna strast, ki je delo našega gosta Gregorja Pavšiča in obljubljeno bo seveda na prvo stran zapisal tudi posvetilo. Kdo sta bila torej prva Slovenca, ki sta prišla skozi cilj svetovnega prvenstva v reliju? 0537347777. Zdaj me zanima, to je 308 strani branja. Potrebno se je bilo prebiti verjetno tudi skozi kakšne podatke, prebiral si verjetno veliko člankov na to temo. To je vseeno le prva tovrstna slovenska različica, torej knjiga o reliju. Kako si se pa lotil te naloge zbiranja teh podatkov, prebiranja ali pa odločanja o tem, kako boš vse to strnil na 308 strani v 12 poglavij? Ja, kar se tiče zbiranja podatkov, pač ni bilo druge. Enostavno v Sloveniji ni še neke publikacije, ki bi lahko služila kot nek temelj pa neko izhodišče za pripravo take knjige, tako da je bilo pač treba iti kar od začetka v razne knjižnice, v univerzitetno slovensko knjižnico v Ljubljani, razne arhive in pač list za listom prelistati in si pač prekopirati zanimive stvari. Nekako potem to povezati v neko celoto in potem nekako sproti tudi knjigo zapisati, tudi se usklajevati z poglavjem. A se ti je velikokrat zgodilo, da si zapisal določene strani, pa potem to prebral, pa nekaj popravljal? Ali takrat, ko je bilo napisano, si pustil v primeru, pa potem proti koncu šel še enkrat skozi vse strani? Kakšen je bil proces nastajanja knjige? Še preden sem se te knjige nekako lotil, je bilo več konceptov. Ko sem pa potem zapisal te prve stavke uvodnika, ki je tudi nekako začrtal rdečo nit, torej nekako strast v dirkaškem športu, potem pa je bilo teh popravkov zelo malo. Tudi poglavja, ko so bila končana, so bila potem praktično samo v neke malenkosti še spremenjena, ampak koncept pa je ostal potem res enak. Ni samo beseda tista, ki dela knjigo posebno, velikokrat nas privlačijo tudi fotografije, ki so sestavni del vsakega pisanja. Omenila sva naslovnico, kaj pa ostale fotografije, ki jih bodo bralci, bralke lahko videli v knjigi Usodna strast? No, v knjigi je torej 200 fotografij, tako res zgodovinskih kot modernih. Fotografija je seveda v reliju prav tako nepogrešljiv sestavni del.
recimo na take publikacije. Knjiga je pač delček sekunde, ne, recimo ena stotinka ali pa še manj, ne, v kateri pa pač lahko vidimo dejansko vse te osnovne značilnosti relija, torej tako emocije recimo ljudi, ki stojijo z avtomobilom in recimo odprtih ust, ne, spremljajo tisti dirkalniki mimo njih prigromel. Vidimo tako akcijo, vidimo pač vse, kar relij nekako postavlja na nek piedestal, ne, avtomobilskega športa. Še enkrat bom ponovila vprašanje, potem bova si privoščila nekaj glasbe, pa očitno je naloga pretežka, pa se marsikdo ne upa poklicati v živo, pa lahko rečeva, da lahko zapiše odgovor tudi na našo SMS številko 031 616 777, sprašujeva pa, kdo sta bila prva Slovenca, ki sta bila prva prišla skozi cilj svetovnega prvenstva v reliju. Mogoče, če pomagaš, katerega leta se je to zgodilo? No, lahko pomagam s tem, da sta bila pač oba tekmovalca v enem dirkalniku in da je bilo to pred že skoraj 18 leti. Ok. 0537347777, vmes lahko razmišljate, ali pa 031 616 777. V zadnjem delu oddaje pa bova spregovorila z Gregorjem o tem, kako priti do te knjige Usodna strast, kajti prav za to priložnost je bila postavljena tudi posebna spletna stran, no več o tem pa že čez nekaj trenutkov. Usodna strast je tema našega športnega popoldneva in avtorja knjige, omenjene Gregorja Pavšiča, še vedno gostimo v radijskem studiu. Mislim pa, Gregor, da se nam bo zdaj le nekdo pridružil na telefonski zvezi. Tako je, halo, dober večer. Dober večer, Brane pri telefonu. Brane, ste poslušali, kaj sva spraševala prejle? Ja, mislim, da gre za prva Slovence, ki ste nastopila na reliju, v svetovnem merilu. In to sta? Ali so to mogoče brata Stojniček iz Maribora? Ja, to je pravilni odgovor, ne? Mi smo pa pač postavili drugačne vprašanje. Kdo sta prva Slovenca na cilju relija za svetovno prvenstvo? A mogoče... Kaj zdaj? Ja. Mislim, da je to vprašanje bilo celo lažje kot tole, nekaj poslušalec odgovoril. Tako da, Brane, kje ste vi reli navdušenec, da ste potem prebrali to ali poznate reli tako? No, jaz sicer reli spremljam tako par let, že ne sem navdušenec, ampak zdaj za točne te informacije malo pobrskam po internetu. Ne. A potem dava? Lahko, ja. Gregor. Ja. Čeprav ne, tisti podatek, ki ste ga iskala, je pa domača idrijska posadka. Tako, ja. A bi lahko tudi to vedeli, Brane? Leta 95 je bilo to. 95, Darko Pelkan in Miran Kacimović. Tako. Ja. Dobro, Brane, če boste pustili naši tonski tehnici svoje podatke, vam bo Gregor podpisal knjigo in 308 strani branja o reliju prispe na vaš naslov že kaj kmalu. Super, hvala. Jaz bi pa še pohvalil avtorja, ki je postal tak odličen spomenik reliju. Ne? Ravno to sem hotela vprašati, če imate še kakšno vprašanje za Gregorja, ampak ste že povedali. Pohvale, same pohvale, res. Dobro. Da se je lotil dela in zadevo speljal do konca profesionalno. Odlično, hvala lepa, Brane, lep pozdrav in prijetno branje želim. Hvala lepa. Srečno. Srečno. No, tale podatek me zanima, ki ga je naš poslušalec Brane izpostavil, mogoče če malo razčistiva, zakaj, kje je našel ta brata, to ime, ta priimek pravzaprav. Tega nismo omenila namreč v najmanj. Mislim, da smo omenila. Mislim, da sem to omenil malo med vrsticami. No, to je sicer uradno, ne, zdaj to, če bi bili čisto vsega natančni, ne, leto 38 svetovnega prvenstva v reliju še ni bilo, ne. Tako da v bistvu prvi Slovenec, ki je bil na reliju za svetovno prvenstvo, to je bil tudi dejansko prvi relij za svetovno prvenstvo leta 73 v Monte Carlo, sta bila pa Aleš Pušnik in pa njegov sovodnik Rok Frajer. Tako da to je povsem uradno prva Slovenca na reliju za svetovno prvenstvo. Kot smo seveda rekli, Darko Peljhan in Miran Kacin sta bila leta 95 prva posadka na cilju. No, brata Stojniček pa sta res vozila že leta 38 relij Monte Carlo, bila 12. v skupni razvrstitvi, ampak kot smo že predejala, to je bil res povsem avantura, ogromno kilometrov in takrat s tistimi krhkimi avtomobili, je bil res velik uspeh, da so prevozili nekaj 1000 kilometrov dolgo pot do Monte Carla. Sam si tudi zapisal v uvodniku, da v tem športu, torej v reliju, nekako se v športu skrajnosti vse vrti okoli strasti. Relij predstavlja veselje do življenja in zavedanja posameznih trenutkov. Tudi zato naslov knjige
Usodna strast, si ta naslov postavil že preden je bilo napisanih teh 308 strani? Ja, Usodna strast je bil dejansko naslov, ki je bil v bistvu, ki je prišel že s temi prvimi stavki uvodnika. Torej, strast je seveda nekaj, kar pač v reliju povezuje tako dirkače, kot smo že prej rekli, vse, ki so na kakršenkoli način povezani. Usodno pa seveda zato, tistega, ki nekako relij priklene nase, ki se nekako zaljubi v relij, potem ta nekako odvisnost ne popusti kar tako zlahka. Veliko ljudi je, ki se pač nad avtošportom navdušijo in mu posvetijo velik del življenja. Relij je res dejansko, kot tudi mnogi dirkači pravijo, kot življenje, zahteva veliko odrekanja, veliko potrpežljivosti, veliko nekako izkušenj, znanja, predvsem pa se treba imeti pač neke sanje v svoje delo, oziroma nekako zaupanje v svoje sanje, v svojo strast, v svoje delo, in tako kot pač v življenju potem nekaj dosežemo, je tudi v reliju povsem enako. Tudi zame je ta knjiga pač nekaj takega, torej bila je neka želja, sanje, in potem se nekako z leti dela in truda je danes pač prišla tudi nekako fizično k nam. 5 let dela, to je obsežen projekt, 308 strani branja, vendarle ni kar tako, pa tudi zbiranje vseh teh podatkov, da so točni, da so takšni, kot morajo biti potem, ko jih bralec dobi v roke. Mogoče ne na mestu, ampak vseeno že kar vprašanje, Gregor, razmišljaš o kakšnem podobnem projektu ali te je zdaj vse minilo, ko je knjiga na prodajnih policah? Ja, tako je. Jaz sem sicer ob tej moji knjigi izdelal tudi knjigo 100 let avtošporta v Sloveniji, ki je prav tako bila zelo obsežno delo. Ja, tako da zdaj kakšno leto, 2 leti zagotovo, takih projektov se ne bom lotil, ampak mislim, da pa lahko rečem, da to skoraj zagotovo ni zadnja knjiga, tudi ne z tega področja. Išla je ta knjiga v samozaložbi in ob tej priložnosti, ko je knjiga prišla na prodajne police, si postavil tudi spletno stran. Zdaj, kako lahko pridejo tisti, ki jih ta knjiga zanima, do knjige in kaj je bistvo te spletne strani, takole na kratko popelje bralca skozi samo vsebino, ga prepriča, da si zagotovi to knjigo tudi za svojo knjižno polico? Ja, na spletni strani www.usodnastrast.si je pač predstavljeno tako vsebinski del knjige, kot celoten uvodnik, ki nekako mogoče zainteresirane bralce najbolj napelje, na kakšen način je knjiga pisana, kaj so glavni poudarki in kakšno je pač moje osnovno razmišljanje o reliju. In iz tega uvodnika potem tudi seveda nekako celotna knjiga vsebinsko je nekako razvita. Na spletni strani je tudi nagovor iz te knjige, ki ga je napisal nekdanji svetovni prvak Peter Solberg. Moram reči, da sem bil zelo vesel, da sem se nekako uspel z njim dogovoriti za ta nagovor, ker je pač bil vedno meni dirkač, ki je na najboljši način med vsemi vozniki v zgodovini izžareval to neponovljivo strast, energijo za volanom. In seveda na spletni strani pa se najpomembnejše tudi seveda možnost naročila, in pač vsak, ki ga knjiga zanima, bo lahko na tej spletni strani, torej usodnastrast.si, lahko dobil še nekaj več dodatnih informacij, nekaj fotografij, tudi video posnetek oziroma video, ki smo ga naredili v sklopu te knjige, ki nam še nekako v gibljivih slikah prikazuje bistvo knjige in športa, in pač, če ga prepriča, si lahko tudi tam knjigo naroči. In skozi tvoje novinarske oči, skozi tvoje oči športnega navdušenca, pa seveda strokovnjaka za relij, ki je tudi avtor knjige Usodna strast, me zanima še tole proti koncu. Ravno v teh dneh smo dobili novega avtomobilskega športnika leta in to je, lahko z velikim veseljem povem, postal naš domačin, Idrijčan Alex Humar. Mislim, da zibelka tega relija zdaj ostaja v Idriji. Alex Humar letos le ni imel na ravni državnega prvenstva nobene konkurence. Tukaj sta tudi omenjena Peljhan in Kacin. Kako ti vidiš Idrijo, mogoče kot zibelko relija, kot neko domovino, bom rekla, v malem, Od tukaj prihaja kar nekaj imen, ki se kar držijo vrha v državnem prvenstvu. Ja, v Idriji seveda že zelo dolgo govorimo kot neki oazi in res zibelki avtomobilskega športa v Sloveniji. Bilo je tudi seveda veliko rečenega o tej vzroki za to. To je nekako ravnanje na tehnični del našega vsakdana.
Ena od poglavij v knjigi se govori prav o tistih letih Relija Saturnus, ko je ta potekal v Idriji. V Idriji preko Vojskega, vse tja do Cola je bila najdaljša hitrostna preizkušnja do zdaj v Sloveniji, mislim, okoli 50 km skozi Trnovski gozd, kjer preizkušeno sem bil lani tam, ni niti telefonskega signala in je kar malo taka divja vožnja. Ne. In ta hitrostna preizkušnja je bila ena najbolj nekako mističnih v zgodovini slovenskega relija in zagotovo pač iz vseh teh dirk, ki so bile v Idriji že v 80-ih letih in tistih prvih dirkačev, ki so se z avtošportom v Idriji ukvarjali, je potem pač po nekem spletu okoliščin bilo teh voznikov vse več in več in tudi seveda veliko je navdušencev, ki nekako ob hitrostnih preizkušnjah vzpodbujajo te fante in zagotovo, prihajajo tudi mladi in očitno tudi Idrija bo še kar nekaj časa ostala, ta zidovka do športa. To sem hotela slišati, se ni bati za ta šport v prihodnje, je dovolj še tistih športnih zanesenjakov, ljubiteljev relija, čeprav je to roko na srce dokaj drag šport, ne? Ja, v avtošportu je vedno tako, veliko je fantov, ki so pač navdušeni, ki potem morajo tudi odnehati, ker enostavno ali finančno ali časovno ne morejo več s tem športom nadaljevati, ampak v drugi strani v šport vedno prihajajo novi, prav ti, ki, recimo tako kot ta knjiga pravi, ki se nekako zaljubijo v ta šport, ki jih reli priklene nase, ki začutijo to neko hrepenenje, otroško zaljubljenost v reli, ki enkrat pač doživijo ta neposreden stik z relijem v naravi in potem pač ni več težko se odreči skoraj vsem stvarem v svojem življenju in pač vse posvetiti dirkaškemu športu. Tako da pač reli tako v globalnem smislu, kot tudi pri nas doma v Sloveniji, zagotovo bo imel še naprej vedno nove mlade ljudi, ki se bodo pač navdušili nad tem športom. In Gregor, čisto za konec pa vprašanje, zakaj je reli še vedno moški šport, čeprav se ženske zdaj pojavljajo, tudi v teh avtomobilih, tudi tekmujejo v reliju, zakaj jih je manj, si tega ne upamo, nismo tako uspešne, si kaj bral, si kaj razmišljal v tej smeri, zakaj je reli moški šport? Ja, reli v osnovi ni moški šport, Bile so tudi ženske, ki so si upale, in ki so ti bile uspešne, tako da so pač dokazali, da se tu nekih razlik med spoloma v dirkalniku ni. Na nivoju svetovnega prvenstva je bila Michelle Mouton, pri nas smo imeli Romano Zrnec, v zadnjih letih Asjo Zupanc in vse te punce so pač rekli, da ko so imeli čelado na glavi, da niso razmišljali o sebi kot o ženski v dirkalniku, ampak so bile pač enakovredne moškim, tako da mislim, da tukaj v bistvu vprašanje samo ostaja v bistvu bolj vprašanje za vas punce, torej zakaj ne, zakaj vas je tako malo in mislim, da tukaj kakšnih pravih razlogov za to ni. Pravijo, da so ženske bolj premišljene, varne voznice, pa da mogoče potem malo bolj za bremzo, ko je treba pritisniti na gas, pri reliju pa tega ni, tam šteje hitrost. Je pa treba v reliju tudi, da se pride do cilja, in je tudi z glavo voziti vse hitrostne preizkušnje, tako da mislim, da vseeno punce imajo te neko predispozicije za uspeh. Gregor, hvala lepa za obisk v radijskem studiu, za tale prijeten klepet, za sprehod skozi knjigo Usodna strast, ki prikazuje šport čustev, pa bova rekla tudi človeško psiho in tehnološki napredek relija v zadnjih nekaj desetletjih. Jaz ti seveda želim, da bi se knjiga dobro prodajala, glede na to, da je šla v samozaložbi, da bi bilo čim več bralcev in bralk in nenazadnje tudi čim več tistih, ki bodo pobrskali po tvoji spletni strani in si zagotovili tole knjigo, tudi zdaj v tem času, za kakšno darilo tistim športnim navdušencem, ki jih ta šport zanima. Ja, najlepša hvala. Prvi tisti so res dobri vseh bralcev, tako da upam, da se pač, če ne prej, tudi v tem studiu vidimo, ali mogoče že v naslednji knjigi. Tako, hvala lepa. To je bilo današnje športno popoldne, ko smo predstavljali knjigo, lahko rečem, strasti, knjigo Usodna strast, ki je delo Gregorja Pavšiča.